Kaj, če bi razumeli svoje telo bolje kot kadarkoli prej? V oddaji Moja družina tokrat gostim par, ki znanje iz ordinacije prinaša neposredno med ljudi. Ema in Kristjan sta glas nove generacije, ki verjame, da zdravje ni naključje, ampak rezultat vsakodnevnih odločitev. S svojim pristopom razbijata mite o prehrani, hormonskem ravnovesju in življenjskem slogu ter na preprost način pokažeta, kako lahko z majhnimi spremembami naredimo velike premike. Njuno sporočilo je jasno: več ko vemo, bolje živimo. A za strokovnim znanjem stoji tudi osebna zgodba in to zgodbo boste spoznali v oddaji Moja družina. Vabljeni na ogled. Drage gledalke, dragi gledalci, prisrčno pozdravljeni v današnji oddaji Moja družina. Tokrat v oddaji gostimo mlado zdravnico in njenega moža, ki s svojim znanjem in pristopom rušita klasične meje med medicino in vsakdanjim življenjem. Ema Cindro Kostelec in Kristjan sta obraza generacije, ki verjameta, da zdravje ni nekaj, kar rešujemo šele, ko ga izgubimo, ampak nekaj, kar gradimo vsak dan. Ema, Kristjan, pozdravljena v studiu. Živijo. Skozi svoj projekt Med zdravje Ema in Kristjan na preprost in razumljiv način približata strokovno medicinsko znanje širši javnosti ter spodbujata ljudi, da sprejmejo boljše odločitve za svoje telo in počutje. Njuno delo temelji na jasnem prepričanju. Več znanja pomeni boljše izbire in bolj kakovostno življenje. V ospredje postavljata tudi teme, o katerih se pogosto premalo odkrito pogovarjamo. Od hormonskega ravnovesja do vpliva prehrane na naše zdravje. Poudarjata, da imamo več vpliva, kot si mislimo, že z vsakodnevnimi odločitvami, kaj damo na krožnik, lahko pomembno vplivamo na svoje telo in dolgoročno zdravje. Kdo sta Ema in Kristjan kot zdravnica, kot ustvarjalka in ustvarjalec, kot osebi? Kako razmišljata ona dva o zdravju v času informacijskega presežka in kakšno vlogo ima pri tem družina? O tem in še več v oddaji Moja družina. Pozdravljena še enkrat. Dajmo začeti res na začetku. Iz kakšne družine prihajata? Pa mogoče Ema najprej vi, pa Kristjan potem, ne? Nima treba vikati. Živijo. Hvala. Jaz sem dve sestri, sem že odraščala z obema staršema, z obema sestrama. Zelo blizu smo se tudi z ostalimi sorodniki bili, tako da bom rekla, da imamo zelo povezano družino nasploh. Najmlajša? Najstarejša. Najstarejša. Aha, ok. Kristjan? Ja, jaz sem tudi najstarejši, imam eno sestro. Ampak tudi izhajam iz ene take zelo klasične, tako družino, kot bi narisal, ne. 2 starša, 2 otroka, hiška pa streha. Res tako klasično, nismo ne bogati, ne revni. Zelo tako middle. Super, in tudi da sta že mož in žena, ne? Ja, tudi mala družina. Odlično. In mogoče, da izhajamo mogoče iz vajine družine vrednote, ne? Ki vidimo, da se velikokrat prenašajo iz ene generacije na drugo. Katere vrednote bi mogoče izpostavili v vajini družini, se pravi od staršev, da sta jih poistovetila oziroma jih želita tudi, bom rekel, v vajini družini izpostaviti? Ok, veliko. Ja, neko to srčnost, pomoč, povezanost med sabo. Pol jaz sem zelo veliko pobrala tudi prilagodljivosti, delavnosti, tako pripravljenosti, da pač pomagaš, narediš stvari. V bistvu, da se da, samo pač, da moraš probati narediti. Bravo. Pri meni pa recimo tudi nekaj, kar še zdaj vlečem, je komunikacija, ki je ful beseda v oblakih, ne. Ampak pri nas je to pol pomenilo, da jaz sem začutil pol tudi, ko sem bil starejši, da se moja starša zavestno trudita povedati, super si, rad te imam. Take stvari, ki Spodbudne v bistvu, pozitivne. Ja, pa tako, da na glas poveš to, kar ponavadi samo pokažeš, ne. To je pa tudi v najinem odnosu, to se je izkazalo za
ful pomembno. To je pa res, ja. Ja, in tudi na tem sva res zgradila tako, to, kar imamo. A ste imeli občutek, da v bistvu v družinah, da so starši večkrat rekli, ne se ne da, ali v bistvu se da poizkusi? Čistko po občutku, no? Pustimo takrat, ko sta bila 3 leta stara, pa ne smeš Ja. verjemati Itak. štekar, pa tako naprej. Pa odvisno zakaj. Tako, moj se mi zdi, da ima ta oba tako ful veliko vere in v mene in v druge dve sestri, tako zelo spodbudna sta. Ok, če pa se kaj zdi, da je glih čist, ne vem, mi dva oba sva šla v enem trenutku potovati v tujino za nekaj časa in so bili ful spodbudni, za več let nam ni bilo. Ful spodbudni, totalno, tako še, kad sem jaz se ustrašila, da ne bi hotela jaz, pa tako ne, pač, pejt, to je tvoja odločitev, moraš to. Pa v nekem trenutku sta se pa recimo totalno dva ustrašila, da ne bom pa šla nazaj dokončati študija, ne, pa sta pa rekla ne, tako da pazi, kaj delaš, ne, na ta način. Ampak moram reči, da res take redke situacije so, ko bi ona dva rekla, le to pa ni kul, to se pa ne da, ponavadi so vedno tisti, ki te pač Ampak res porivajo naprej. dobre za vaju oziroma za tebe, ne? Ja, Ja, mislim, ful jaz dobri. tudi zdaj kar dobro poznam na njeno družino in tudi mislim, da imajo ne samo to, mi je takoj padalo na pamet še, da se fizično. Ja, to me je ful všeč, to se božujem. Tako, jaz izhajam iz družine, ki sem pač, smo bolj slabi z rokami, ročnimi spretnostmi in to. Okay. Medtem, ko sem se pa pri njej naučil, da okay, vse se da, vse lahko sam narediš, delavnica obstaja, urodja so, tako wow, ne. In tudi jaz malo tega se navlekel. Ne, tako. A se strinjate, da investicija v znanje prinaša najvišje donose? Kaj najviše? Investicija v znanje, da prinaša najvišje donose. Ja, Vejca, kam usmeraš te, ne, zdaj, ker znanje je tudi, ne, zdaj, da ti je en šport, amatersko ful labor znaš, je pač ful labor. Če pa govoriš o nekem biznisu, ti bo pa skill veliko hitreje tudi prinesel pač rezultat. Ne. Zelo odvisen, kam usmeraš, ampak definitivno. Formalna izobrazba, bom rekel, glede na neformalno izobrazbo, kaj je pomembnejše? Oziroma, a je to pravilno zastavljeno vprašanje? Me zanima vajno mnenje. Jaz bi rekla, da ne moreš dati enega odgovora, kaj je pomembnejše, ker je oboje ful pomembno. Velikrat, bom pa rekla to, po mojem mnenju veliko dajemo preveč poudarka na formalno izobrazbo. In veliko stvari, ki je neformalnih, ti lahko ustvarijo veliko bolj srečno, polno, izpolnjeno in tudi uspešno življenje, pa jih kar malo spregledamo, ker niso na tem kurikulumu, ne, pač, čez katerega mi gremo velikrat. Tako da oboje je pomembno. Sigurno znanje je investicija v dobro prihodnost, ampak ni pa edina. Mislim, formalno znanje, ni pa edina. Pa malo odvisen, kam te zapelje življenje. Ne? Recimo jaz, nekomu, ki je ful navdušen nad tem, da bi bil zdravnik, brez formalne izobrazbe ne bom pač zaupal. Ja, normalno. Ne? To je tako logično. Medtem, kakšna druga stvar pa lahko ti veliko več narediš z izkušnjami, veliko več s tem. Ti boš veliko boljši voditelj na televiziji, če boš od vodu 100 oddaj, kot pa če 100 ur preživiš za knjigo, kako se vodi. Ne? Ja. Imaš Dobro povedano. različni skilli. Dober primer. Res je. V bistvu praksa, nenadomestljivo je v bistvu prakso, ne moreš je nadomestiti. Ja, absolutno. Se moraš tudi pol dodati, ne, to Mislim- znanje v prakso, tudi če se ga naučiš v knjigi kot zdravnik, recimo. Ja, ampak je res. Praksa življenja te tudi nauči marsikaj neformalnega, ker te pol dela boljši in v osebnem življenju, pa tudi v biznis življenju konec koncev. Bom še nekaj povedal za pol, da se bo lahko kesala, ko bo imela otroke, ko bo starosti, da grejo na faks. Ne, mi smo pol v enem trenutku so malo več potvala, spoznala ful različnih ljudi. In so ful ljudi spoznala, ki imajo ful dobro izobrazbo, ker so iz tujine bili, so bili tudi ful zapufani na tem področju in ziher so bili, da tega nočejo delati. A res? Zato, ker so bili pač v to stran nekako potisnjeni in tudi pri nas, ne, pač sicer je zastonj študij, večinoma, ampak na koncu smo ljudje velikrat v drugih branžah, recimo jaz ne delam tega, kar sem študiral, ne. Pač mogoče takrat nič ne obžalujem, ampak takrat mogoče bi bilo bolje, da ne bi šel na faks, ne, oziroma spodbujava zdaj veliko bolj to mišljenje, pojdi na faks ali pa si izberi kaj drugega, ne. Ja, da spodbuja mišljenje, da človek ugotovi, kaj hoče, ker velikrat ne ugotoviš, kaj hočeš, greš pač nekaj početi za to, kar greš in potem ti je na koncu pa žal lahko. Ampak se mogoče to dobro, da tudi ugotoviš, kaj nočeš, ne? Vse je del poti, mislim, itak. Ja. Nič, kar narediš, ni zastonj, ker vse, kar narediš, ti bo nekaj dal, te bo usmeril, ali bo pač, ali ugotoviš, da to ni zate, ali dobiš skile, ki jih lahko drugje uporabiš, nič ni zastonj, ampak. A lahko rečemo, da so bolj izobraženi ljudje bolj srečni? Ne. In bolj uspešni, ali ni nujno, ali odgovor ne?
Jaz sem pod statistiki, sem jaz ne odgovorila. Ne zaradi tega, ker si jaz to mislim, ampak tako. Kako je statistika? Mislim tako, da bolj kot je človek inteligenten, več ima težav z anksioznostjo, bolj je nesrečen v življenju. Sam tudi več inteligenc obstaja, ne? Ja, to je pa res. Zdaj smo govorili o tej O umski IQ, ne? inteligenci, Ali IQ, to je. Nisem govorila o emocionalni inteligenci pa tem, recimo. Okay, Mislim, po drugi strani tudi vprašanje, a so bogati bolj srečni kot revni, ne? Pač, tudi imaš bogate, ki se ubijajo, pa imaš pač revne, ki so ful srečni in obratno. Težko reči, da je egzaktno kaj, ne? No ja, ampak sigurno zdaj ni tako, da je to spet enoličen odgovor, da bomo rekli, ja, če si pa zdaj pameten, si bolj srečen. Če znaš to pamet uporabiti, sigurno si lahko bolj srečen. Lahko pa pač včasih se kdo tudi zacikla sam pred sebi in glih zato, ker toliko veš, si pol ujet v ene bolečine in nesrečo. Mislim, da bo zelo zanimivo nadaljevanje oddaje, tako da, drage gledalke, dragi gledalci, vabljeni, da se v bistvu naredimo na kratko pavzo in pol nadaljujemo v drugem delu z našima gostoma. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes imamo kar dva gosta, Ema in Kristjan. Pa me zanima, parkrat ste omenila potovanja, formalna izobrazba, potovanja. A bi mladim priporočala, da ko končajo šolo ali pa že vmes, da grejo tudi malo v svet, da vidijo, kaj se dogaja drugje? Zakaj potujeta? Ema, mogoče? No. Krdici. Ne, mogoče zdaj, kad takole sva v tej družbi zelo redno ustaljena, ne, pa gledava nazaj, se mogoče zdi malo noro, kaj smo naredili, ampak sva pač po faksu, pa med faksom, hkrati sva šla potovati, mečkano okrog sveta in se je na koncu to sprevrglo v 3 leta. Mečkano sva ostala 3 leta v Novi Zelandiji. In tam sem imela glih ta izkušnja potovanja, ker sva res spoznala nove kulture, ful enih ljudi in res izkušnje, ki jih sploh ne moreš kle dobiti. In vse to skupaj, ja, so zdaj nazaj pripeljala in meni se zdi, da imava najbogatejše življenje. Ever. Ne denarno, ampak tako. To je nekaj, kar jaz bi priporočala vsakmu, ki ga to kliče. Ne bi rekla, da je to zdaj še za vsakega, ker ene ne kliče. Ampak če pa te kliče, to je perspektiva na življenje, ki jo nikoli ne boš drugače dobil. Formalna izobrazba je ful pomembna, ampak jaz sem velikokrat rekla, da sem se v teh 3 letih, ko sem bila v tujini, naučila to, kar na faksu, samo druge stvari. Ja, res je. Kvaliteta življenja v Sloveniji? Ful dobra. The best. Toliko visoka in noben se tega ne zaveda, se mi zdi, mislim, noben. To sem zdaj grdo rekla. Zavedajo se oni, ki so bili kdaj v zuniji. V tujini, točno to. Super to, da ste omenila, se pravi dejansko tudi zaradi tega, da znamo ceniti življenje v Sloveniji, je dobro, da gremo ven pogledati, ne? Drugače res. Ker se mi zdi, tudi če bi jaz mogoče 3 mesece preživela v tujini, pa bi mi zdaj nekdo rekel, Slovenija je ful kvalitetna, wow, bi jaz bila tako, dobro, kaj mi govoriš, kar nekaj. Ampak, ko pa dlje časa živiš, pa res začutiš. Ne vem, tam, ko sem bila, ni bilo javnega zdravstva. In kaj je kolega padel skupaj, ti ne pokličeš rešilca, kot pri nas, ne? Počakaš, da vidiš, a ima zavarovanje in take stvari. Super, dobro. Mogoče še formalna izobrazba, da se še malo vrnemo na prvi del. A lahko kdaj pa formalna izobrazba tudi omejuje? Ne? Da si v nekih okvirih ali pa v nekih, ne, kaj tako reče, pa mogoče malo ciljam na to zdravstveno izobrazbo, ne, zdaj. Ne, holesterol so take mere, če smo čez, ne, ali lahko, ne vem, omejuje? Kolikor si dovoliš. Jaz mislim, da kakšna oseba si. Pač jaz sem taka oseba, da ker preveč vem teh zdravstvenih stvari, pol hitro prepoznam, mislim tako, ja, mogoče pa meni nekaj zdaj ful groznega, čeprav če pa ne bi imela tega znanja, ne bi sploh pomislila na karkoli, recimo. Ali pa to, kar ti to meniš, da na potovanjih, ne, sem jaz včasih tako, ja, to pa ni dobro početi, ker se lahko kužaš, lahko dobiš to, lahko nekaj, kar pač, če ne bi študirala, ne bi vedela in bi midva čisto preprosto uživala v tem. Mogoče bi se zgodilo. Ja. Večini se neče zgodi, ne. Odkaj pa vidiš primer, kaj je to grozno, pa rajš ne riskiraš. Midva, eni so pa ful za to. Super. Ok, če gremo mogoče zdaj na vajno, bom rekel, življenjsko pot, oziroma pač najbolj vaju poznamo, se pravi, Emo bolj izpred kamere, Kristjana pa v bistvu zdaj spoznavamo, da je lahko Ema tako dober, bom rekel, predstavlja stvari in vsebine, ki jih ima. Kaj vaju je zaneslo na to, da ste začela snemati
res tako zanimive v bistvu videe ali pa prispevke o zdravju. Tudi mene, lahko rečem, mislim, da že vsaj 2 leti nazaj snemata, res pritegnili zanimivo govorjenje in zanimive informacije. Hvala najprej. Mislim, da si ti absolutno začel s to ljubeznijo snemanja. Mislim, 100%. Jaz sem se kar upirala na začetku, ko sva začela, še prej sva začela med zdravje delati. Ampak me je bilo strah se video lotiti. Taki strašni so, ko nastopaš. Ja, nisem, da mi je to čisto naravno bilo, ni mi bilo. Na kameri se to navidi, ne? Ja, zdaj največ. Pa tudi lahko kaj damo, ne? 2-krat posnamemo ali pa 3-krat pa. Ja, ni uživa, ne? Ja. No, kadar pa je, pa tudi si super, tako da mislim, to je... Kaj pa te prav na to temo, da govorita o, bom rekel, o zdravju? Kaj je bil motiv? Bom rekel, kaj je toliko zanimivo bilo na faksu predavanja ali kaj drugega? Ja, drugače več stvari. Jaz sem vedno govorila, da bi enkrat rada o tem govorila, da me to zanima, ampak sem si predstavljala, da bo to nekoč v prihodnosti, ne zdaj. Ne vem, jaz vedno rečem, da sem imela ful dober tim, ker jaz imam zelo velik idej in Kristjan, ti si zelo organiziran in zelo tako držiš stvari v tem svetu, da dejansko se zgodijo, da ne odplavajo sami ideje. Kako isto sva dober tim v tem medzdravje projektu, ker jaz imam znanje in nastopam in on snema, editira in fura organizacijo tega projekta. Oboje nujno rabiš. Tako da, ja. Jaz sem si želela to delati, pa dejansko od tebe prišla ta pobuda, da bi lahko midva začela. Ja. Mislim, jaz verjamem, da se vsak partner medicinca poistoveti s tem, da pač posluša zgodbe. Zdaj včasih so težke, včasih so zanimive, ampak ne vem, jaz sem že vedno me vlekel tudi pri izbiri študija tako, kaj pa če bi malo tako anatomije, pa malo. Ne prav medicina, to zdravništvo me ni zares klicalo, ampak tako, ne. Sem bil pol ful vesel dobiti tako partnerko, što to je en ful velik faktor in sem vedno z veseljem poslušal. Ni bilo naključje, ne? Ja, ne, vse to. Kaj pa teme, v bistvu, kaj bosta predstavila? Kdo to zbira? A je to stvar navdiha ali je to stvar, bom rekel, da kdo reče, kdaj pa še o tem? Oboje. Vse to, ja. Ali je tako... Bilo včasih tako, da sem jaz kaj na faksu slišala, pa mi je bilo zanimivo, a sem kaj prebrala, pa mi je bilo zanimivo. Spontano, ne? Kristjan velikokrat pride s kakšnimi ful dobrimi idejami, ki meni se zdi ful amazing, ker jaz imam ta pogled, mogoče malo bolj strokoven na stvari včasih, in Kristjan ima pa tudi pogled človeka, zdaj on obvlada, včasih kar mene popravi za kakšne stvari, iskreno, to se tudi že zgodi. Ampak ti si velikokrat prišel s kakšnimi idejami, ki rečeš, ne, to v bistvu mi ne razumemo, tebi se to zdi logično, ampak ne razumemo, in to bi bilo ful zanimivo. In se mi zdi, da zato so pa tudi te teme lahko bile tako dobro narejene, ker so imele pogled od obeh. Ja, jaz mislim, da imam res to tudi pri mojem delu z vsemi strokovnjaki. Pač glih tega laika ali pa otroka celo ven pripeljem in vidim tisto stvar in rečem, lej, nas vse v resnici to zanima, čeprav tebi se zdi vsakdanje in brezvezno. Pa se ne upa vprašati, ne? Ali pa sploh ne pomisliš, da bi omenil, ker narediš že 100-krat. Eno čist navadno. Se pravi, v bistvu, nekdo, ki gleda vajin, bom rekel, prispevk, lahko natipka, joj, a lahko še to temo pa obdelata. Je dobrodošlo. Absolutno lahko, je pa res, da čakalna vrsta je tako. Aha, jih je veliko. Po moje, toliko dolga, kot čakalne vrste v zdravstvu za 2032. Upam, da se skrajšuje. Je ne več toliko tega, ampak mi da se ful trudva tako. Še posebej, če videla, da je neka tematika, ki ljudje večkrat napišejo, rečejo, ok, to je definitivno nekaj, kar pač želijo. Vrsto optimirati. Gregor, ne, to je bolj pod nujne primere. Pa še kaj je relevantno, ne, se pravi, da se zdaj o tem govori, tudi nas dobiva. Super. Ampak je veliko več tem, kot pa bi jih sploh lahko obdelala. Plus čisto vsaka interakcija, ki jo imava, je že, kaj pa še tole, to je bila zanimiva ideja in imava tega res. Ja. Pogledate kdaj, bom rekel, posnetke izpred 2 let ali pa... Ja. Ja? Ne vem, koliko ti delaš, jaz to velikrat naredim. Ne, ker si ti zdaj glih objavil še enkrat, 1, 2, 3 posnetke, ker so bili zelo dolgo nazaj posneti. Vidim razliko kvalitete, absolutno in vse. In mislim, dober je feeling, ker se gledaš in si tako, ojoj, kako sem bila taka takrat. Ker veš, da si rastel, ampak krati sem pa ful ponosna na ono emo, ker vse je to ful dobro delala. Pot v bistvu, ne? Ja, vidiš. Ampak, kaj pa je, recimo pol zdaj vajin glavni motiv, da s tem nadaljujeta? Kaj vaju driva po domačečem? Dobro vprašanje. Veliko stvari. Ja, da dobijo full benefita od tega. Tako izpolnjujoče je to. Toliko enih zanimivih ljudi spoznava, toliko enih takih priložnosti.
Že samo to, da se lahko družba na ti z reševalci, se mi zdi, pač moj otrok je tako To je za zmaga. tebe. Pač, a ne, tako pa si ne bi mislil. Gasilca vozi. V bistvu, ja. Meni da pa res to neko zadostitev notranjo, da jaz tako rada rečem, ne? Ker me kdo vpraša, ja, kaj si pa drugi mislijo o tem, kaj ti delaš kot zdravniki, ne? Meni se zdi, da to, kar jaz delam, je to, kar vsi mi zdravniki delamo, samo na en drugačen način. Probam predati, trudim se, upam, da ga čim več naprej, neko znanje, neke razlage, neko motivacijo, zato da vsi mačkam bolj skrbimo, da maček ima več motivacije, da ve kaj, da ve kako, da na koncu, če pa nekdo ve malo boljše življenje, zaradi tega mene to že sreče in izpolne. Tako da to... Z majhnimi koraki, da. Ja, itak ne moreš veliko narediti, ne. Pač ne morem jaz spremeniti nekomu življenja, dati motivacije in vse, ki bi želela, ampak to so vse pazle, ki se sestavljajo. Kako pa zdravniki, bom rekel, sprejemajo? Mene je to skrbelo, ampak nimam nobene slabe izkušnje, prav super. Ja, to reče ponovadi, da ali rečejo, da je super, ali so pa tih, kar je tudi super. Ja, jaz si predstavljam, da si vsak svoje misli in da verjetno kakšnim pač ga zelo vnos, ampak so tih. In jaz pač sem ful vesela, da so tih, razumem tudi, da komu ga vnos, ker pač socialna mreža niso vsem najbolj všeč, ampak če potegnemo črto, itak vrednote so pa iste med nami vsemi zdravniki, ne, tako da ni... A pa še kdo, bom rekel, podobno dela take prispevke o zdravju? Ja, gotovo. Vsak ima tudi nekako svojo pot, ne. Eni so pol tudi delno v zdravstvu, eni so ven iz zdravstva, tako zelo. Pač vse to je poklic, kakorkoli drug, mislim. Ja, točno to. Vsak bi lahko snel posnetke svojega poklica in pokazal zanimivosti, ker je res, mislim, da so vsi poklici tako bogati in zanimivi. Zdravstvo pa moje sam glih tako, da se vsega dotakne in zaradi tega ima ta čar dodaten. Vidim, da res delate žarom, ker se vam kar oči svetijo. Fule dobro. Super. Evo pa smo prišli do konca drugega dela. Drage gledalke in gledalci, vzemimo si še na kratko pavzo in potem pridemo v zadnji del z našimi gosti, ali kako je. Tako. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v zadnjem delu oddaje Moja družina. Naši gosti oziroma naša dva gosta sta tokrat Ema in Kristjan, ustvarjalca bloga oziroma bloga, ne? Profilo, ja. Profila Kanalov, karkoli. Med zdravje. Zdravje, ne. Tako da ja, pri ustvarjanju tega, kje so v bistvu, ali pa kje so bili največji izzivi, ki ste se soočala, bom rekel, pri snemanju, ne? Tema glih ne, kakor smo ugotovili, tem je ogromno. Zbira tematik, ja. Ja, to ne, to. Tako se da rekel v pretekliku. Ja, to je skos. Misliš, da si že vse naredil, ne? Vse smo popravili, zrihtali, res je vse v redu. Nekaj novega. Pač to je proces life-a, sem da je v obliki tega profila. Sprav, največji izzivi so bolj tehnika, ne? Ne. In si naštela s čim. Vsake čakaj noga. Meni se recimo zdi, ena od najboljših stvari pri tem kanalu je to, da zahteva ful osebne rasti. Zame pač. Jaz najprej, da sem se navadila in sprejemala sebe, ko nastopam, da mi je kul, kaj si ljudje mislijo, ker pač verjetno si vsak misli svoje in ne vsi same rožice v meni, čeprav bi jaz to rada, ne, in tako naprej, da zaupam v svoje znanje, da zaupam v to, kar govorim, potem se soočaš, ne vem, v biznis aspekti, se soočaš z davki, se soočaš z pravnimi stvarmi kot zdravnica in tako. Vse sem se to učila na nek način na poti in ti se isto učil to z mano, vse, pa še druge dodatne stvari tvoje. Ja, veš, moje so pa mogoče malo bolj tehnične, ne, in zdaj, kjer opremo uporabljati, pa potem vse posnamaš, pa ni zvoka zraven. O moj bog. pa glih dobro poveš, ali? Ja, ne, ali pa karkoli, ali pa smo v živo snemali, ali pa vsa oprema pol še luči, pa res vsaka stvar ima pol enih stvari in vsaka lahko gre nekaj narobe. In gre. In to je to. In pa vendar, kdor hoče, najde pot, ne? Če rasteš čez to, vse to je najboljši del. In meni se zdi, da je glih tako dobra stvar v življenju, ki ne dozira glih vsega naenkrat, ne, ampak ti en izziv naenkrat rešuješ, ali pa tri naenkrat rešuješ, ne, glih tako, da se malo počutiš pol comfortable, malo udobno z njimi, pa dobiš pol
oziroma odkriješ novo. Ja, ja. In da gre pa naprej. Mislim, da tak na koncu ni pač zadnjega nivoja. Ja, točno to. Res je. Točno to. To je pa mogoče dobro, ne, da je tako. Meni je to fantastično pri tako podjetništvu kot konceptu. Ne. Pa mogoče, tukaj smo šli zdaj že na priložnosti, izzive, ne toliko probleme. Izzive, ja. Tam, no, nekje vse skupaj. Mogoče, kere dosežke pa bi izpostavila, da so bili pa za vaju najpomembnejši? Joj. Mislim, meni je najbolj pomembna stvar in najlepša stvar, ki se mi je življenja zgodila, to, da sem s tabo. Kako se to čisto zdi. Ker se mi zdi, da imeti tako odnos, s katerim bi, da biti s takim človekom, lahko zrediraš vse, kar imamo v življenju, razen najnih družin, to je ful amazing, ampak vse najno delo, vse, kar sva dosegla, na nulo in bova še enkrat naredila nekaj. Zato, ker imava te temelje in imava nek tak trampolin, iz katerega se lahko odbijajo stvari in rastejo in tako naprej. Ful dobro. Kje pa vidite ta blog čez 5-10 let? Čakaj, mora ga bo live pripeljal. Ne vem, tudi to, kar je zdaj nastalo, nisem predstavljala 2 leti nazaj. Pa če res si nisva, mi da, ko sva to začela, sem pa še šokirana, kako to kar šiba svojo pot in stvari se kar odpirajo in dogajajo. Ja, samo to ni šlo iz nule, ne. To, kar smo prej govorili, da sva drugje živela, sva takrat začela nalagati stvari, ker zdaj, hvala Bogu, da nobenih ne pozna. Pač to je bilo res grozen. Ampak pač to je bil tudi ta del poti, ne, ki se pol... A veš, mi sva posnela, sva prišla v Slovenijo, sva posnela v enem letu 185 in objavila 185 posnetkov na TikTok. Aha. Nič ni bilo. In pol sva odprla ta profil in je čez noč ratal. Wow. Je že tako Ni čez noč, moglo biti. ne, samo Ni čez noč ratal. Ja. To ljudje vidijo, ampak ne vidijo pa, koliko sva medva prej posnetkov posnela, da sva se učila, da sva pa še od tega. Oni posnetki so šele za nič, ne. Koliko sva predtem sva še podcaste snemala, sva se učila govoriti, sva se ukvarjala z govorništvom, sva se ukvarjala z raznimi stvarmi. Dosti ljudi rečejo, da ste itak imela srečo, ne? Vse sva. definitivno. Ampak za srečo je pa veliko dela, no, to mislim povedati, da sreča Oboje sva imela. Imela sva tudi srečo. ne pride kar na ključe, ne, sreča ni na ključe v bistvu, Ja, dostikrat, mislim, no. ne more ta video dobro performati, če ne objaviš videa. Res je, To ni nares, moraš si dati priložnost za srečo, ne. res je. To je prav besede za aplavz, res. Prav točno to. Ne, res je, pač nič ne moš narediti na življenju, če ne narediš tega dobesedno. Torej, kaj vaju pol zdaj najbolj motivira za snemanje? Ja, to, kar Nekaj sva že novega govorila, tako samodeljanje znanja, navdušenje, ki ga tudi dobiva od ljudi nazaj, definitivno. To ful živi z nama. Mi imamo res toliko enih krasnih feedbackov dobivava in absolutno, če včasih se počutiš, da nimaš časa, nimaš energije, se ti ne da, vsega je dosti preveč jezivo, definitivno ljubezen ljudi in to, da vidiš, koliko njim to pomeni, te pol malo premakne, da se trudeš naprej tudi takrat, kad ti pač se ne da. Kaj počneta pa ima pa Kristjan, ko so kamere ugasnjene, pa ko nista v službi, pa ko ne delata za video? Mi da smo skozi v službi drugače. Ampak nikoli. S čim se ukvarjate, da malo uravnovesta v bistvu hiter tempo življenja pa digitalni, nam rekel stres, ampak pristop? Ja. Probava se tudi dati ven iz tega, ne, glih to ponavadi nek šport, ali pa recimo nama so kvalitetna druženja, tako resno je napolnjena, tako kot feedbacke od ljudi, spet ljudi, ne. Ampak to, da se mi usedemo, odklopimo ob 5 popoldne in nas ni, ne, nama je to. Ja, ali pa isto za naju, ne, da se midva odklopa včasih. Jaz imam zdaj 2 telefona, delovni telefon pa telefon, ki nima nobenega Instagrama, Facebooka, TikToka, ničesar. Nokia, ne? Ne, ampak vzamem svoj telefon in sem tako, ok, Instagram grozen. Ampak je ful dobro, ker ne grem potem viseti na digital. Top. Tako da ja, drugače kaj. Jaz tudi ful rada šivam v prostem času, pa veliko tudi izletkava in potujeva, zdaj ko imava priložnost. Ja, potovanja so šle velik del vajnega življenja? Ostaja? Definitivno. Nama je pa ful fascinantno spet, da v bistvu ne potujeva za kraj, ampak zadnjih pač 3 leta potujeva za ljudi. Ker imamo zdaj ful enih najnih prijateljev pač po celi Evropi. In sva šla, ja, ne vem kolikrat, res parkrat na let greva. Pač na različne konce Evrope, no. Tudi dlje bilo šla. In sam pač smo tam en teden skupaj, recimo. Pa tudi, ko greva kam tako za naju, pa na drug konec sveta tipa, ne, ne potuje več, kako sva prej, ko sva samo nabirala kljukce pa to. Ampak res, rajš manj vidva, bolj uživava se več skupaj,
stik z ljudmi. Doživiš Ja. življenje, ne toliko, da odkljukaš življenje. To spontanost tudi. A imata mogoče kakšno, bom rekel, misel, spoznanje za mlade, ne? Da v bistvu bojo zaživeli svoje življenje ali pa mislim, da bojo zadovoljni v življenju. Tako izkušnjo, nekaj, kar bi podelila za njih. Dobro, jaz bom povedala nekaj, kar ful rada vedno povem. In da meni se veliko zdi v življenju, da pač ne veš, kaj delaš. Ne veš, zakaj delaš, ne veš, kam boš šel. Eni pač, mogoče imamo več sreče, ker jaz sem vedela, da me medicina zanima, eni malo manj. Ampak life v resnici je pa kot una pobarvanka, ki smo jo delali, ko smo majhni, ki so pikice in pol ti povezuješ te pikice med sabo. In ti ne veš, kaj bo ta slika na koncu, ne? Ti samo vidiš pikice, dokler jih ne povežeš. In pol en trenutku pogledaš nazaj in zdaj se je zrisala slika. In tako life deluje. In se mi zdi, da tudi trenutke, ki ti ne veš, kaj se ti dogaja, kdo si, kar se je tudi nama zgodilo, so lahko izgubljena v življenju, nisva vedela, bo šlo, a ne bo šlo, kam bo šlo, kaj sploh hočeva. Zdaj, ko pogledam nazaj, točno razumem, zakaj se je vsaka stvar zgodila. In tako da, ja, ne dvom to life, ki ga živiš, ker se bo izšel, sam pač živ ga. Edini problem je, če narediš nič. Tako. Ja, zdaj se gleda čisto strinjal, jaz imam odkar se mi zdi, da sem se čisto resetiral s tem potovanjem, da odkrijem, kaj je moj smisel življenja, točno to, a ne, se pravi, jaz delam samo stvari, ki me vlečejo, ki me kličejo, ki so mi všeč, ne pomeni, da so lahke vedno, ali pa da so mi všeč, tako, da rad to delam, ampak ker je klic tam, ker to me pa zanima, me vleče, pač naredim. Pojdi naprej, ne gled nazaj. Se tudi se nazaj fair gledati. Saj moraš imeti refleksijo, greš boljš naprej pa. Okay. Ampak tako, ne, pogledaš nazaj, da veš, kaj ti ustreza in kam te vleče. Veliko sta v digitalu, ko pa analogno knjige, še preberete kakšno knjigo, pa da ni medicinska, no, v bistvu. Rada berete? On ful bere, jaz pa malo bolj na medicinskih knjigah ostajam, trenutno moram priznati. Si želim tudi jaz več brati, imam kao svojo poličko knjig, ki so vse prebrane tako do tretjino in ampak ja, iskreno sem res bila bolj predana medicinski. Okay. Meni pa kar, meni pa to zadnje, ne vem, pol leta mi je kar zjutraj se vzamem tiste, ne vem, 10 ali pa pol ure, pa nekaj preberem in pol kar se obrne teh nekaj knjig. No. Kakšna posebna zanimiva knjiga? Itak jih kolobaram, ponavadi pa zelo povežem s tem, ki me vleče. Bomo čisto iskreni, pač tudi mi, da ne, recimo, razmišljava o družini in to. In to je zdaj ena tematika, ki je ful velika, pač tako na ta način prek knjig sem jaz mečkal odprl vrata in to. Okay. Veliko. Da vprašam še mogoče zadnje vprašanje, se pravi, ker študiraš medicino, ne? Kjer učbenik ali pa kjer predmet je najbolj zanimiv za tebe, ki, bom rekel, si v medicini? Fiziologija. Fiziologija. Fiziologija je vse. To je delovanje vsake stvari v telesu. Se pravi, ti, ko prideš na molekulo, na celico in potem na molekule, to je fiziologija. Kako ena molekula deluje na drugo, deluje na tretjo in lahko pač iz teh malih molekul. Ja, ti v bistvu pol razumeš procese, ki se dogajajo, a ne. In fiziologija ti da znanje tako, ki je v bistvu logično, ne. Ker ti enkrat to razumeš, pol ne rabiš čisto točno se napifljati vsega več, ker jaz ti lahko rečem, kaj pa se zgodi pri tej bolezni in ti znaš fiziologijo in razmisliš, ok, pri tej bolezni je ta hormon tako, to bo vplivalo na ta sistem, se pravi, te stvari se bojo podrle, te stvari se bojo drugače obrnile in poznaš vse, tako da meni je definitivno to. Ne, nazadnje precej logično pa, ne? Ja, je. Zahteva neko piflarijo, da pol priješ do tega, kaj je samo še logika. Ok. Najlepša hvala vam za obisk. Zelo zanimiv pogovor in verjamem, drage gledalke, dragi gledalci, da tudi vam je bilo zelo v redu se družiti z nami in da ste kakšno zanimivo informacijo dobili tudi za vas. Hvala lepa in vidimo se v naslednji oddaji Moja družina. Hvala.